Smo skupina Bo, vi pa poslušate Radioaktivno. Ti si tam, a srce tvoje tu. Grenko je, a polna si medu. Jaz sem tu, a moje srce tam. Blizu sva, a hkrati daleč stran. A hkrati daleč stran. Na nama je, da ne mine vse. Na nama je. Ko preko voden so mostovi, bitva. Mostovi so bili slišana skladba skupine Bo z albuma Modra. Boštjan, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno na Radio Vrlek. Dobro večer vsi skupaj, veseli nas, da vam lahko tole predstavljamo, tole našo ploščo novo, Modro, tako da upam, da vam je bila prva pesem všeč. Bova danes dva Boštjana postala bolj modra? Ja, B-kompleks bomo danes, to so tablete iz starih časov, tako da bomo mal pobožala duša in ušesa vašim poslušalcem. Ste tudi Bo v teh letih postali bolj modri? Ja, smo definitivno modrejši, zrelejši, nismo pa še čisto doma, ne. Mal smo še nori, pa mladi, pa naivni, kar nas v bistvu drži po konci in obenem nam daje neko moč, da sploh ustvarjamo, ker če bi bili že toliko modri, pa ugotovili vso modrost, bi po moje, da samo še poslušali kakšnega klasika Rahmaninova ali pa ne vem, kakega Baha, pol, ko si čist moder, verjetno nehaš delati glasbo, pa sam
tiste res virtuoze poslušaš. Ampak to je zdaj filozofiram, mogoče pa tudi ne. Takrat je že tista popolna modra, tega pa si verjetno v tem času še ne želimo, ampak tam nekje 90 plus. Ja, recimo, ko enkrat človek doseže eno kvoto informacij, postane moder, pa ko dobi toliko pa toliko padcev pa udarcev. Tako da smo se že nekaj naučili in s tem gradimo naprej. 4. plošča po vrsti je modra, napovedali ste jo z Mostovi, ki sva jo tudi zavrtela za uvod. Ja, Mostovi je bila narejena v času korone, pa teh zaprti mej, a ne, in takrat sem pač, kar se besedil tiče, razmišljal o tem, kako so pa zdaj zaljubljeni, ne, kako se bojo zdaj zaljubljali, koliko časa bo to trajalo, no, ko je bila korona. In sem si predstavljal pač en par, ki se imate rada in ne morate biti skupaj, ne, o tem v bistvu govorim o Mostovih, ne, kako se čutite nadaljavo, tako da ja, s tem smo otvorili nekako, je bil prvi singel. Mostovi tudi neke vrste povezovanje, ne razdruževanje. Ja, povezovanje. Mislim, da ljudje nasplošno iščemo povezovanja, ne. Mislim, človek se rodi in umre, vmes pa išče neko povezovanje, neke somišljenike in to se mi zdi tista prava magija življenja, ne. Ko se ljudje pa filozofi, pa tudi vsi mi ostali smrtniki sprašujemo, v čem je smisel življenja, ne. Jaz mislim, da bi v tej stopni zdaj rekel, da je ravno to povezovanje smisel življenja. Tudi druga bo povezana, Dišiš po morju, drugi singl. Ja, Dišiš po morju pravzaprav govori o nekih spominih na poletne dni na obali. Nisem nič kaj dosti filozofiral, ampak jasno, bilo je tudi to v času korone narejeno. Jaz sem rad na morju, počel morje en element, ki ga moram imeti vsaj en teden na leto, oziroma če si ga lahko privoščim, je več, a ne, oziroma pač se potrudim, da je. Tako da na spomine na morje, pa tudi neko ljubezensko zgodbo sem si zamislil. Velike ljubezni na tej plošči, no, zanimivo, no. Nekaj pa tudi eksistenciale, ampak do tega še prideva. Zanimajo, sreča modrujene
Dišiš po morju skupine Bon z albuma Modra. 4. album je to po vrsti. Boštjan, pričeli ste leta 2010 z dirko za notranji mir. Ste ga že našli? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da sem ga jaz za sebe lahko govorim, da sem ga našel in to ravno v letošnjem letu. Mislim, pa ne zdaj, da sem jaz zdaj pa tlele nek zenovski genialc, ne, ampak glih toliko sem star, ne, 45, da sem ugotovil, da sem preveč pil v mojem življenju in da sem to ugotovil, ne, da sem se soočil s tem mojim alkoholizmom, ker sem v bistvu fejst se ga nažiral, ne, da sem ugotovil pa, da sem imel pogum se vprašati, kje sem, kaj se dogaja z mano, pa se malo umirita, ne, tudi knjige brati malo o tem alkoholizmu, pa torej, da ne bom preveč filozofiral, spet nekako sem najdel en mir, ne? Ker sem gotovil, da zakaj toliko pijem alkohol, ne? Jasno, glasbeniki smo itak na pol alkoholiki po večini, ne? In v bistvu sem gotovil, da polnem neko praznino vse pa, ne? Nek nemir, ne? In ravno v tem je problem, da v bistvu sem ugotovil, da nimam problema z alkoholom, ampak sam s sabo v moji glavi, ne? Tako da sem prišel na eno zelo nizko točko v življenju in v bistvu v letošnjem letu, ko sem gotovil, da sem slabo, ker sem toliko pil in sem na tem začel graditi praktično iz nule. Tako da sem bistveno bolj umirjen, zdaj ko ne pijem, miren sem, lažje živeti in če kdo od poslušalk dal tudi čez te zgodbe, me bo razumel. Tisti, ki pa razmišljate, da preveč pijete, da ste 2-krat, 3-krat na teden pijani, ne, pa vam držim pesti, da zberete pogum, pa v bistvu naredite en korak v tej smeri, če ne zmorete sami, si najdete pomoč. Tam so zelo prijazni ljudje, mislim, tudi jaz sem šel po pomoč, ne, in se da marsikaj kolektivu narediti. Tako da, ja, mir je pomemben, da lahko gradiš pol življenje mimo nekih odvisnosti. O alkoholu sedaj tudi odkrito in odprto poveš? Ja, velikokrat me vprašajo, zakaj tako odkrito govorim o alkoholizmu. To pa sem se odločil, da zaradi tega, ker sem se praktično rodil v okolje, kjer je normalno, da se ga napiješ, ne? In ko se ga napiješ fejst. In to je bilo nekako zabavno in potem to gre lahko preko, ne, in jaz sem bil tisti, ki sem šel preko velikokrat, ne, in se nisem mogel zadržati, ne. In ravno tam, se spomnim, je bil koncert s Carpe Diem, takrat sem še delal v Ormožu, to je pri vas, ne, bi mogli mi nastopiti in pravzaprav sem se ga toliko napil, da nisem mogel na oder iti, ne. Bil si pod odrom, baje? Ja, bil sem pod odrom, čisto sem bil nalita, ne, in to ni bilo enkrat, ne, tudi doma, ko sem snemal muziko, ne, sem se ga velikokrat, ne. Jasno, ne, pač to je del tega, vlivaš. Zakaj sem se odločil, da o tem javno spregovorim? Zaradi tega, ker je cela Slovenija, mislim, v večini je zapita, a ne, ljudje sploh ne vemo, koliko pijemo, ne, to sploh ni normalno, da se ga skozi pravzaprav vsak vikend moraš napiti, ne. Ugotovil sem, da se imaš prav lepo, če si trezen in med glasbeniki je zelo veliko alkoholizma, o tem se pa nič ne govori kaj dosti, ne. Lepe se delamo vsi po vrsti, ne, in se mi zdi, da je prav, da ljudje slišijo, da imamo vsi enake probleme in da se jih da rešiti, ne, iz tega vidika rad povem. Da ni več to tabu. Ja, da ni več to tabu. To je pravzaprav na začetku je neka zabava, ne, se ti zdi, da je fajn, ko si omotičen. V končni fazi pa to pol preide v bolezen, ne, alkoholizem je bolezen, ne, in to bolezen je treba premagati. Velikim ne uspe, se ga zapijajo do smrti. Nekateri ohranjajo ta funkcionalni alkoholizem, ne. Jaz sem na srečo ga uspel premagati. Greva glasbi nazaj. Prej so bila pri albumih, 4 so sedaj za vami. Ustvarjate tako na olimpijsko obdobje, vsaka 4 leta en izide. Ja, prav nič ne planiramo, to je naključno čist, tako da nimamo Excelove tabelice, pa ne odštevamo datumov, to je čist naključno, tako da me prav zanima, kako bo naprej. Lahko bi rekli, da na koncu tega 4-letnega pripravljenega obdobja vedno zmagate. Ja, zmagovalci smo, pa poslušalci tudi, ne, prav tisti, ki smo jim všeč, radi slišijo našo glasbo in oni so prvi tisti, ki pridejo na cilj v bistvu. Vmes pa, če imate kaj časa, kakšna kompilacija ali pa izštekanje ali kaj podobnega? Ja, vmes pa vse sorte se dogaja, razmišljanja, kako bi, če bi, predvsem pa nekega ustvarjanja. Ja. 3. album,
tudi tretji singl A me čutiš? A me čutiš je v resnici balada, a ne? Ampak bolj power balada se reče, ne power balada. Ne? Stvar je bila taka, da smo bili na Lentu, smo igrali pred korono, ne? In tam je en gospodič prišel in je rekel, zakaj vi nimate nobene power balade, ne? In pol sem jaz takrat na Lentu razmišljal, sem rekel, ja, bo pa treba eno narediti, ne? Če si jo ljudje želijo, ne? Pol sem pa tole napisal, pa smo jo kar dobro naredili, ne? Tako da všeč mi je, video spot sem tudi jaz nekako zrežiral pa posnel. Tlele po lokacijah, v bistvu v Ljubljani, v Črnučah, sem si najdel neke točke take zanimive. Dobili smo Borisa Carja, igralca, si je nadel masko od vesoljca in smo s tem nekako prizorili nekega človeka, ki je tujec v nekem okolju, ne, tako kot se vsak človek včasih počuti, ne. Taka lepa pesmica je, A me čutiš, je tudi ljubezenska. Isto govori o tem koronskem obdobju kot mostovi, tako da nekako sta si v žlahti. Prazne sobe, tiho ujete čakava.
Skupina Bon, album Modra, Boštjan z mano v oddaji Radioaktivno. 10 let je že za vami, ste kaj praznovali? Sploh nimamo časa praznovati. Sem opazil, da je to nekako samo odšlo mimo. Ja, načrt je bil, da naredimo 10-letnico en velik koncert v Ljubljani, ampak je ko prišla korona in vse se nam na glavo podrlo, plani smo mogli nekako preobrniti. Tako da smo pol se odločili, da bomo kar začeli snemati ploščo doma, nekaj, kar se je dalo smo skupaj, kar se ni dalo, ko je bilo obdobje zaprtja občin, smo vsak zase doma tudi. Tako da žal nismo uspeli oziroma nismo mogli 10 narediti, upam, da bo pa kakšna druga številka, recimo 13, da sploh ni toliko nesrečna, mogoče bomo takrat kaj naredili. Imate sedež še vedno v Savinjski dolini, ker je potem res bila težava? Ja, tam je bil sedež pri Robiju doma, pri kitaristu, tam smo skozi igrali oziroma igramo. Tako da je bil v bistvu ta problem, da smo rabili neke dovolilnice, kar je bilo strašno bizarno, je spominjalo na čisto neke druge čase naših dedkov. Res nisem mogel verjeti, kaj se dogaja, tudi vsi smo bili zaprepadeni, energija v zraku je bila, ni bila ugodna. Se mi zdi, ne vem, če sem sploh slišal neke ptice, da bi pele, tako. A sem sam jaz to tako občutil, ampak v tistem obdobju je bilo tako, kot da bi bila ena, ne vem, kdo je že napisal dogodek v mestu Gogi, je bil to Slavko Grum? Slavko Grum. Ja, Slavko Grum, dogodek v mestu Gogi, ko se skozi, oziroma ne, čakajoč Godoja je bila, to pa ne vem, kdo je napisal, ko so skozi čakali, cel film so čakali, vse je bilo napeto, oziroma film, celo knjigo, in na koncu v bistvu nič ni zgodil. Dosti podobna situacija je bila, tle, ko nisi vedel, kaj bomo zdaj vsi pomrli od te korone, ali kaj se bo zgodil, ampak nikamor niben ne sme jeti. Vsi smo tista poročila gledali in smo bili napsihirani ljudje do fundamenta in se mi zdi, da zdaj se šele malo sestavljamo nazaj. Tok nekako, okrog tega. Jaz pa sem popolnoma drugače to dojel. Jaz pa sem odklopil vse te medije in vse te novice, še nehal poslušati radio, ki je dejansko moj medij, začel poslušati samo internetne radije, glasbene, tako da ne vem, nekako vse odšlo mimo mene. Odlično. Razen zato, da sem moral nositi masko pa hoditi si vrtati po nosu. Ja, vsi smo se navrtali po nosu do nafte zdaj v teh letih. A veš, tudi jaz v bistvu sem zadnjič z kolego govoril in mi je razlagal, da on sploh ni bil napsihiran, on je sklopil medije, on ni gledal nič, časopisa ni bral. Tako da je res to, če preveč se zastrupljaš s temi negativnimi informacijami, ki so tako popularne, pa s temi smetmi, ki jih v bistvu, ne vem, tudi te velike medijske hiše, Reuters, pa tudi ostali imajo radi, žal, imajo tudi radi negativo, in če se tega odklopiš, Boštjan, ti si v bistvu odgovoril na vse, in mogli bi vsi isto narediti, po moje, da ne bi bili toliko napsihirani, Drugače pa ste bo sedaj 4 ali 5 članska zasedba na fotografiji, vas vidim 5, nekaj časa ste bili 4, tako malo ste varirali. Ja, zdaj nas je 5, torej Robi, Juri pa jaz, ostajamo stara garda, Matic je 1 leto, zdaj z nami Bobnar nov, je krasen dečko, super, res profesionalc. Potem je pa še na kitari, pa še Bobi, je pa naš najmlajši član, 24 let star je, iz Ljubljane, tako da smo ekipa 5. Iluzija pa bo 4., tudi 4. singl, ki najavlja album. Ja, Iluzija je en zanimiv komad, ki pravzaprav ravno na ta koronski čas projicira, noter je tudi en citat, če ga boste slišali po prvem refrenu in v glavnem, majčkeno je družbeno angažiran, govorim o tem, napisal sem, moj svet je iluzija in tam umiram stalno, govorim o tem, da je bil ta koronsko obdobje bilo res bizarno, in da to, da si želiš normalno življenje, je postalo iluzija, ker je bilo tako bizarno realno življenje. Mislim, čisti paradoks, vse je bilo na glavo. In v bistvu o tem govori in nekje sem prebral, da je psihopatska barva vijolična. Zato sem tudi v videospotu dal vse nebo in trave, naravo, sem dal v vijolično. To je simbolika na ta noro situacijo, ko se je takrat tisti 2 leti dogajala, na to psihozo, ker je bil res nor svet. Liberalno
Iluzija skupine Bones, albuma Modra, kot je slišati, je album še vedno rockerski, na polno igrate, čeprav kot je si dejal prej že kakšna power balada. Ja, kar rockersko smo si zastavili. Nekako smo si želeli tokrat izpostaviti bolj rock and roll, ne, čeprav ne moramo mimo eksperimentacije, ne, tako da smo se tudi Indija dotaknili, tudi grunge neki, ena taka, pa tudi popa seveda, ne, ena taka mineštra vsega tega. Je tako udaren album tudi protiudarec vsem krizam, ki smo jim priča, na glasbeni način? Mogoče se pravi iluzija, ko je bila, ne, ali pa tudi tale Leti, no sicer se ga ima pol dotaknilo, bom pol povedal, ampak načeloma nismo zdaj hoteli čist družbo angažirati pa konceptualno ne zastaviti tako, ne. Mi smo glih obratno, ne, recimo, kadar nam gre dobro, ne opozarjamo na slabo, ne, kadar nam gre pa slabo kot družbi, pa probamo razvedriti, ker to ljudje rabijo, ne, in v tem konceptu smo si zastavili ta album, no. Da razvedrimo, da ne bediramo, ker je že dovolj bediranja, ne, se pravi med mediji. Je danes še moč razvedriti ljudi ob vsej tej zagranjenosti pa bombardiranje z vsemi možnimi informacijami iz leve, desne, zgornje, spodnje? Tega odgovora žal nimam, lahko pa poskusimo. Mislim, da upanje umre zadnje, ne morem pa za primer reči čisto nič. Jaz upam, da se kot civilizacija razvijamo. Če mene vprašaš, smo še daleč od civilizacije, mi smo nek zametek civilizacije, ne, in bomo recimo čez nekaj 500 let pa bomo res, ne, dokler imamo tako, ko imamo, ne. Tako da upamo na boljš, zavedamo pa se, da kaj dosti pa ne moreš spremeniti, ne, in če eni osebi polepšeš dan ali pa daš neko melodijo, ko jo sprosti tekom živčnih služb in dnevov in trenutkov, smo veseli, ne. Naslednja bo Vseeno, tudi singl, ki je pospremil izid albuma Modra. Ja, singl Vseeno, tudi ta videospot v bistvu sem jaz naredil, nekaj smo z dronom posneli, nekaj pa z tlele folklorna gledališka skupina v Črnučah. Tako da na koncu sem prvo s kamero posnel prazne dvorane, ne, ker imamo tako občutek, da smo res najbolj spregledan slovenski band, ne. Jaz vem, da si zaslužimo bistveno več pozornosti, ne, ker jaz, ko gledam tele, ne da se naduta, ne, ampak včasih pa moraš vedeti, koliko si vreden, ne, in ko vidim recimo neke skupine, ko jih ljudje kar sprejmejo, jaz ne razumem sicer zakaj, ampak čestitam jim tudi, ne da sem ljubosumen na njih, ampak želel bi si tudi za nas to, ne. Torej, ni obiskana naša koncertna scena toliko, kakor bi si želel. In zato sem na koncu videospota dal prazno dvorano, ne, in mi igramo in tam dole prazna dvorana. Tako, ampak besedilo govori pa o tem, da pač ti je vseeno, da ti mora biti vseeno, ker če ne se preveč sekira človek, pa lahko dobi še kakšen tumor nepotrebnem. Tako da v tem smislu govori Vseeno pesem.
Vseeno skupine Bon z albuma Modra. Boštjan, sedaj, ko si govoril o koncertnih odrih, lani oktobra ste imeli tudi promocijo, takrat, ko je album izšel. Ja, smo imeli v Ljubljani, v ljubljanski cukrarni, tam je en tak artističen prostor, dost ugleden, in tudi ne more vsakdo noč pilati, tako da mi je bilo veliko čas, da so nas prijeli, Ja, meni je bilo lepo, poslušalcem tudi, Res pa je, da takrat je bil v bistvu koncert, ki sem se zavedel, da ne pijem, sem že prej nehal piti, ampak na tem koncertu sem se pa prvič zavedel, Recimo je bilo konec programa, jaz sem se šel preobleči, in ko smo zaigrali in pridem nazaj, dam tiste prešvicane oblačila dol in pridem ven ljudi in sem videl, nisem vedel, kaj se z njimi dogaja. Vsi so bili omotični in jaz sem pa pozabil, da jaz ne pijem, In sem tam mislil, da so zaplinili prostor, da nekaj ni v redu, nekaj fejst ni v redu, So bili pa naši ljudje pijani, ampak fora pa tem, da jaz pa nisem pil in sploh nisem navajen biti trezen med pijanimi, Tako da ti se je bil moj prvi šok, da sem pol nekako videl, tako sem jaz bil, ko sem bil nažgan, sem bil tak, ko ena opica, ok, v redu. Ne, da žalim naše poslušalce daleč od tega, ampak jaz, ko sem bil pijan, sem bil res opica. Tako da pil sem pa radensko cel večer in od takrat naprej pijem radensko. Tudi nekaj drugih odrov je bilo v tem času? Ja, nekaj malega jih je bilo. 30. smo igrali še v Ljubljani na trgu francoske revolucije. Pred Silvestrom je to program ljubljanske mestne občine. Želimo si tudi, da bi nas kakšne druge občine še povabile, da ne bi samo po Ljubljani igrali, Tako da pozivam vse, ki imajo vajeti v rokah, da nas kontaktirajo, pa bomo še v kakšni drugi občini igrali. Ste tudi predskupina Siddharte redno ali samo posamično? Ne, predskupina Siddharti smo bili kar parkrat sicer, na parih lokacijah. To je bila res krasna izkušnja, nekako videti slovenski bend, kako funkcionira vse, tako ko mora, res kapa dol fantom. Tako da nismo njihova predskupina, ampak smo imeli priložnost velikokrat igrati. Bi pa sam dodal, da sem tudi videl, kako imajo tujci to narejeno, ker sem imel priložnost biti backstage manager za Rammsteine, ko so bili v Sloveniji, Tako da jaz sem bil tisti kontakt med Nemci pa med Slovenci. In sem bil v bistvu z njimi tam, in sem videl, kako po nemško to funkcionira. Ena taka resna zgodba, 600,000 evrov, takrat je bila produkcija, ne vem, če že ni več. Se pravi, en koncert njihov je toliko približno koštal. Bil sem tudi asistent bobnarjev od Nelly Furtado, ki so nekoga iskali, ki to obvlada, pa angleško, pa tako, Sem bil asistent, sem 24 ur preživel z njihovo ekipo, tlele v Ljubljani, v Tivoliju. In sem tudi tam videl, kako to funkcionira, in pravzaprav Siddharte prav nič ne izstopajo. Razen tega, da sem ugotovil, da kabli, ki jih imajo tujci, so drugačni kabli, ki jih imamo Slovenci. Kabel kitarski, ki je naš, ali pa mikrofonski, je drugačne kakovosti kot kabel, ki so jih Američani prinesli s sabo, oziroma Kanačanka je ona. Mislim, kabel, ki je tle pri nas na prodaj, mogoče da zdaj že kje drugače, ampak ti kabli naši so bistveno slabše kakovosti, Kakor je pa kabel en, ko ga pripeljejo ena taka velika zvezdniška skupina. In se pravim, to mi je bila ena taka lekcija v življenju in sem za njo v bistvu zelo vesel in nocoj sem to delil tudi z vami. Zato bo naslednja primerna ambient, to je koncertni ambient, odrski ambient ali kak drug ambient? Ja, to je ambient, ki si ga ustvarite dva, ki se imate rada, Torej, lokacija fizična pravzaprav ni tako pomembna, bolj je ta nek state of mind, po angleško se reče, slovensko bi bilo to neko psihološko stanje zaljubljenosti, in to v tem ambientu pravzaprav ta komad govori tik pred ljubljenjem in med ljubljenjem dveh oseb, ki se imate rada, v tem primeru moškega in žensko, tako da taka ljubezenska pesem, Krivajo svetla zora.
Modra je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivnost skupine Boštjan je z mano. 10 pesmi ste pripravili, polovico so jih poslušalci že lahko slišali pred izdajo, polovico bova jih sedaj še vrtela v nadaljevanju tega pogovora. Je rdeča nit tokrat modra? Ja, dobro si to povedal, paradoks, rdeča nit je res modra. Modra smo v resnici dali, zato ker je bil Picasso tudi v eni modri fazi, a ne? Takrat je vse z modrimi odtenki risal. Mislim, teh slik je kar precej, najbolj znana je Stari kitarist. Lahko pogooglate, taka zanimiva slikca njegova. V glavnem, on je bil v modri fazi in mi smo tudi rekli, mi smo tudi v neki fazi, pa smo ugotovili, da je tudi modra, ne? S tem, da smo uporabljali bolj rock'n'roll elemente na mesto modrih odtenkov kot Picasso. In smo si od njega sposodili v bistvu to filozofijo, zato je pa modra. 10 pesmi ste nam ponudili, kako so jih sprejeli poslušalci tudi na promocijah, na koncertih? Ja, moram reči, da na začetku niso bili tako zelo navdušeni. Dobil sem take neke informacije, feedback, torej odzive, da smo malo eksperimentirali. Ampak, ko so zadevo preposlušali, so mi pa dali nazaj popravke in so rekli, da je fenomenalen, da imajo na repeat. Se pravi, da na ponavljanje. Tako da je res mogoče meškam posebna plošča in če ti pride v kri, ti zna biti všečno. Avtor si ti ali vsi, kako ste tokrat razporejeni? Ja, mislim, da songwriting imam jaz, to pomeni, da jaz pač napišem vokale, pa neke rife osnovne in tako, potem pa skupaj razdelamo z bandom, ne, tako da vsak je dal sebe noter. Vse se pravi, potem, ko je bilo treba to zaigrati in tako naprej. Tako da bom rekel, da producenti smo kar bolj kot ne vsi skupaj, mix pa master je pa naš Juri naredil odlično, pa bom rekel, da en del producentstva 100% je tudi on naredil, ne. Ampak nek del smo pa tudi mi skupaj naredila, ne, kako bo šlo. V glavnem vse je bilo v hiši narejeno, vse smo sami naredili, tak izziv nam je bil, smo rekli, dajmo probati poskusiti, pa nam je všečno. Nam je izdelek všeč, poslušalstvu pa publiki pa upam, da tudi, kakor smo dobili, je bilo na začetku malo treba sprejeti zgodbo, ne, ampak zdaj je pa okej, zdaj pa, kakor vidim, imajo kar radi, ne vem, ene par pesmi je, ko si jih že s prve pojejo, tako da nas zelo veseli, no, res, pač ustvarjamo naprej in to je v bistvu point, ne, zdaj, pač iščeš neka najlepša pesem, ne, ki jo boš napisal in vsaka naslednja, ko jo napišemo, nam je najlepša, ne, in to je ta trend, ki mu sledimo, nekako v kratkem bi bilo to. Če se še dotaknemo besedil, kot si že prej ugotavljal, so odsev stanja oziroma časa, v katerem živimo, predvsem raznih omejevanj, zaprti in podobnega. Ja, odsev teh stanj, ker moram reči, da sem fizično čutil spremembo v ozračju, ne. Na momente, ko sem šel zjutraj v službo, ko so bile prazne ulice, ko so bili policaji, ko si sam čekiral, kdaj te bo kak policaj ustavil, a imaš dokumente, a imaš propustnico, a kaj si, a si cepljen, nisi. Jaz sem v ozračju, tako kot da bi imel ene bodice za vrato po celem telesu, na trenutek prav fizično čutil, toliko neprijetno vzdušje so ustvarili, ta pač politična garnitura, pa ne samo pri nas, verjetno tudi v celem svetu, ne, vsi so bili napsihirani in ne vem, a bi se to dalo drugače narediti, sem prepričan, da ja, no, ne vem, čuden je bilo, no, in ja, odsev te grenkove pa teh bodic je tekom cele plošče, mislim pa, da vsak poslušalec tudi zase ve, kako je to občutil, no, se pravim, jaz sem to fizično občutil, na trenutke me je kar srce preletel. Hvala, bo naslednja. Hvala govori o ženski, ki je svojega moškega dala na čevelj in moški je začuda jih hvaležen za to. Zaradi tega ni nič ni jezen, nič ni ljubosumen, nič ni karkoli, ne, kaj je šla z drugima, ne. Ampak je v bistvu vesel, da je ugotovil, da ona ni zanj, ne, pa da mu je dala prostor za neko novo osebo v življenju, ne, ker vedno, ko spoznaš, oziroma ko se dva razideta, pride potem neka nova oseba, ponavadi, če človek fizično aktiven pa zdrav, ne, zdaj druga stvar je, če si pač invaliden, pa če imaš neke zdravstvene težave, ne, potem pač ne moreš, ne, ali pa težje spoznaš nekoga, ampak načeloma za nekega zdravega, aktivnega človeka je pa to ločitev dveh velikokrat blagoslov, ne, ker se začne neka zgodba in za čuda so ljudje toliko zelo ljubosumni pa jezni, ko grejo narazen, ne. In o tem govori ta pesem, da v bistvu je čisto okej, ne, pač bila sva skupaj, ne, ni šlo, hvaležen sem ti za vse trenutke, nekaj sva se oba naučila, da bo pa nekdo drug prišel in hvala, ker si mi dala prostora do neba. Ti na vodi, jaz kot pijan,
žal, ne za nič mi ni žal. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Ti kapitan, jaz veteran, kot kamikaze na Ljubljano. Kar se nikdar ni prijelo, spustih vragu je vzelo. Ko se gledam v ognjino, vsi so brez besed ostali. Ko se zlijeva v eno, tiho rasejo kristali. Jaz se ne bi samo malo s tabo igral, vse bi ti dal, vse bi ti dal. Nebesa si pokazala mi meter vdal, za nič mi ni žal, ne za nič mi ni žal. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor. Vsak konec je prostor. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora za neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora za neba. Vsak konec je prostor za novo stvar, hvala, ker si dala mi prostora do neba. Modra je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno skupine Boštjan z mano. Celostno ste tudi modri, sicer z belimi oblaki pa belimi odtenki. Celo modra trava raste v vašem svetu. Ja, vse je modro. Dizajn CD-ja je naredil, mislim, da je Ribič Pepe. Samo mislim, moram na CD pogledati, kdo je dizajniral. Mislim, da je to tisti Ribič Pepe, gospod. In on dizajnira tudi te stvari in tako da nam je Ribič Pepe to dizajniral. Smo zelo veseli, no, da smo z njim sodelovali. Lepo je take legende videti. In Robi je bil z njim v kontaktu najbolj in je rekel, da je zelo prijeten, moder možakar in temu primeren je tudi izdelek modra plošča. Samo digitalna izdaja ali tudi fizična? Samo digitalna izdaja smo tokrat dali, smo imeli velike dileme, kaj narediti, iti v dodatne stroške za CD in nekako smo ugotovili, da večinoma ljudje poslušajo MP3 v avtomobilih in na telefonih, prek YouTube in tako naprej teh kanalov. Je pa še nekaj ljudi, ki uporabljajo CD-ja, ampak jih bistveno malo. In smo rekli, da ne bomo šli v te stroške, pa tudi nek trend evolucije je, jaz sem to napovedal, da bo na cloudu. Mislim, zdaj še ni na cloudu, ampak naslednja točka je, da bo vse na cloudu, da ne boš imel niti MP3-jeva, jasno. Jaz sem to že napovedal, ko so bili CD-ji, ne vem. Mislim, ne da se tlele afnam, ampak nekako mi je bilo logično, da se bo do tja razvilo. Tako da smo naredili tretji album s CD-ji, potem smo prvi, drugi s CD, tretji album smo naredili na ključku USB, zdaj pa četrti album smo naredili na MP3, sledi pa verjetno cloud, tak bo pa trend, pa ne govorim samo za nas, ampak na splošno glasbe bo tak trend. Tako da ni fizične oblike, ampak dobiš kodo, dobiš knjigico, gor je koda, se na ZKP RTV SLO.si se pokonektaš, tam to vpraša za eno kodo, vtipkaš tisto kodo not in si downloadaš dva formata sta, MP3 pa WAV, tako da
da to je ta zgodba. Kaj pa vinilna izdaja? Razmišljate morda o tem, kar pa je vrnitev nazaj? A veš, Boštjan, teh, ki imajo vinilno, jih je še manj kot tisti, ki CD-jem poslušajo. Tako da bilo bi lepo, no. Jaz bi si to želel, ne, ampak to so taki stroški, da v bistvu bendu, takmo mehmo bendu, ko smo mi, ne, to veliko pomeni, ne. Lahko bi se ofnal, pa bi dobro, neko majhno tole izdajo bi lahko naredila, ne. Ampak nekako smo ugotovili, da naši poslušalci poslušajo bolj na MP3 pa na ključke, tako da ne bomo izdali vinilne. Bilo bi pa lepo imeti v rokah. Je kar šarmantno imeti v rokah vinilko, je treba reči, ja. Spirala bo 8, ki jo danes vrtiva? Ja, Spirala govori pa o ljubosumju, a ne. V bistvu bi mogel biti vrstni red Spirala pa pol hvala, ne, pesem. Torej, ta govori pa o ljubosumju, o možakarju, ki je preveč ljubosumen na vse okrog svoje dame, ne. Lahko tudi bi govoril o svojemu partnerju ali pa partnerki, a ne, če bi šlo za neko homoseksualno zvezo. Ampak jaz pojem pač hetero, torej ženska in moški. Tako da nekako je on preveč ljubosumen, a ne, do moje te dame, do drugega lika, in o tem v bistvu govori Spirala, ker Spirala je neka pot, ki se ponavlja in gre v neko brezno mentalno, ne, in o tem mentalnem breznu ljubosumja govori ta Spirala. Boštjan iz skupine Bo z mano v oddaji Radioaktivno. Boštjan, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Ja, če imaš dobre veze, gre, ne. Če nimaš dobrih vez, gre težje. Pravzaprav sploh ni toliko pomembno, če imaš dobro glasbo, bolj je pomembno, da imaš dobre veze. Tako nekako gledam na slovensko glasbeno sceno. Ne bi rad preveč info, mali trg je, vsi se borimo, eni bolj uspešni, drugi manj. Tako da, žal je tako, lahko bi bilo bolje,
Je pa jasno, da tudi glasbeniki delajo tiste stvari, ki publiko zanimajo, a ne? Predvsem tisti, ki so bolj komercialno usmerjeni. In žal tudi publika slovenska ima zelo specifičen okus, ne? To sem pred leti govoril z enim basistu iz New Yorka in je rekel, da ne more verjeti, kaj se v Sloveniji dogaja, da se poslušalstvo narodno zabavne, pa poslušalstvo popa, pa poslušalstvo rocka, pa metala, da se to prekriva. Je rekel, da tega v tujini ni. Je rekel, da ti si pač nek žanr in podpiraš svojo skupino, jo poslušaš in to je to. Da to, kar se v Sloveniji dogaja, da je nekdo pravzaprav lahko ob enem gre na NZ koncert, ali pa na pop koncert, pa še na rock koncert, pa še na metal koncert. Je rekel, ne bi rad tega izraza uporabil, ampak skoraj mi je dal vedeti, da imate vi Slovenci sploh okus, a ste se odločili, kaj ste, mislim, kje ste, To mi je bilo mogoče malo v poduk, da sem videl, kje smo, res Slovenci. Ampak ja, po drugi strani pa sem rekel, veš, smo pač taka kultura, mehni smo, se prilagajamo že stoletja in to je za spoštovati, Sem rekel, smo pač malo unikatni, Jaz ne bi dal tega zdaj v nič, Taki smo, te pa nas sprejmite New Yorkčani, pa Američani ali pa ne. Kaj pa kakovostno? Misliš, da je naša scena se dviga glede na produkcijo? Samo opažam, da je dejansko hiperprodukcija glasbe. Hiperprodukcija je, ampak problem je slovenskih glasbenikov v večini razen redkih izjem, ker smo vikend glasbeniki, ker tujina, kakor sem videl to, on tip recimo ali pa punca, ne vem, to vežbajo, to igrajo, zjutraj vstane in vežba 8 ur na dan dela samo to ali pa 10 ali pa 12, in drug dan se zbudi in dela samo to in to dela 15-20 let, In mi ne moramo konkurirati, če bomo vsak vikend imeli en mali koncert, pa dvakrat na teden vaje, pa se ga zraven napila, Pač ne moreš tako funkcionirati, Zdaj neki resni slovenski bendi, ki so zmožni kaj takega, mislim, da so edini Siddharta, da jaz poznam, Vse ostalo je pa tudi zapito, mislim, ne vem, dosti ljudi je kar zapitih, Čeprav sami ne vejo, da so, ampak vidim, isto so, kot sem jaz bil prej, pač si tukaj, pa se ga napiješ, pa si tam, pa se ga napiješ, Tudi to je ta moment v slovenski glasbi, ampak nočem pa obsojati nobenega, kdo sem jaz, da bom obsojal. Imamo tudi ful dobre izdelke, posameznike, tisti, ki so res dobri, itak grejo ven, Tako da, to je moje neko osebno mnenje, daleč od tega, da bi bila to referenca za kakršnokoli doktrino, ker zna biti, da bom pa mogoče čisto presenečen, pa bom drugače razmišljal čez 1 leto. Si želim tega. Bi lahko mogoče izpostavil 5 slovenskih glasbenih imen? Lahko bi. Potem pa izvoliš. Ja, ne vem, mislim, da to mi od Siddharte, se pravi Meglič, da mi je v bistvu na prvem mestu, ker je bil sposoben biti in umetnik, songwriter in podjetnik in tako naprej, Na drugem mestu bi mogoče izpostavil menedžerja, kakšnega težkega, recimo on je sposoben marsikaj narediti, tako da, kar je včasih še bolj pomembno kot muzika, kakor smo ugotovili v teh 10 letih, da je bolj važna, kako se prodaš in kak imaš paket, kakor muzika, Nam je pa glih muzika na prvem mestu, in zato smo mogoče malo bolj spregledani. Nismo šli na nobeno reality show Kmetijo in tako naprej, da bi bilo to malo lažje. Šel sem, moram reči to, da sem šel na audicijo, so me poklicali, kaj je že tisti znan obraz, neki ima svoj glas, In sem tam se zahvalil lepo in sem rekel, da pač iz tega ne morem, da to pa ne bo šlo, In sem šel ven, Tako da, probali smo, ampak čisto za vsako ceno pa nočem biti slaven, Ampak, eni so za to rojeni, pač se ne obremenjujejo z vsebino in jim jaz jim prav zavidam, super, Temu reče Američani, ignorance is bliss, Manj veš, boljš je, bi bilo po domač. Tako da, ja, ne vem, ta dva, težki, pa pol pa recimo bi še Vlado sigurno, on je bil sposoben imeti band, solo si narediti, res pa, da so bili to čisto drugi časi, Meni so rekli, rekli so mi, da če bi jaz se rodil, 20 let nazaj, da bi jaz si lahko hišo naredil od muzike, Danes pa, ko mi tlele, mislim, 2 leti sem probal v lifeu preživeti od muzike, sem bil res revež, ampak samo zato, ker se nisem hotel za vsako ceno prodati, Če bi se neke priredbe igral, pa komercialo, bi lahko imel eno poprečno plačo, Ampak nisem za te štose. Tako da, ko mi 2 sem naštel,
3. A 3. Koga bi še izpostavil? Ja, mogoče bi izpostavil Igor Lumpert, ne? To je tale naš saksofonist. To, kaj on dela, to je nenormalno. Mislim, res na visokem nivoju muzika, ne? Jazz. Tako da, če boste imeli priložnost, jaz osebno ga niti ne poznam, ampak slišal sem zadnjič, kaj dela in mi je fantastično, fenomenalno, ne? Tako da njega bi izpostavil, ta 5. pa, kdo bi kaj bil 5, mogoče Dejan Radičevič, producent, ki nam je naredil 3. ploščo King Konga, pa Siddharti dela, pa tudi Neši dela, v glavnem on je tak, ti producenti naši so taki, malih je dobrih, a ne, in on je ta prav, ko ti zna idejo narediti, oziroma sliši band, ne, in ga razvije, podkrepi, namesto da bi ga zadušil, pa spremenil, pa ubil, ne, a ga oplemeniti, ne. Tako da Dejan je absolutno tudi v tem, bi rekel, da nekaj pomeni v Sloveniji, 100%. Poslušaš poleg skupine Bo še kaj slovenske glasbe? Avtomobile sem poslušal, ko sem bil mladinec, čeprav sem bil bolj metalc, pa to, ampak avtomobile sem rad poslušal. Zelo trenutno pa delam, sam svojo muziko poslušam tudi tuje, nič kaj več, ker delam muziko naprej. Šel sem zadnjič na en koncert domžalskih simfoničnega orkestra v Domžale in sem bil toliko presenečen, ko sem imel toliko dober program, ne, ker sem si predstavljal, da bo nek patetičen, tak zlajnan program, kakor so vsi, ne vem, ti pam, param in podobno, ne. Tega smo se že vsi najedli, vsaj jaz, no, ne maram teh melodij, ko so že bile 100-krat zarolane, ne. In je bil res tako dober program, tako da v Sloveniji je kar en kup ene dobre muzike, pa tudi ljudje sprejmejo, to je neverjetno, ne. Jaz mislim, da so za slovenske razmere v bistvu mediji krivi, ne, večinoma, ti ta močni mediji, zato ker imajo močne svoje interese, neke poglede, da če se ne klika, ne, če ni toliko pa toliko lajkov, ne, da pa ni v redu, ne, kar sploh ni res, ne, ljudje glih tako preberajo, pa pridejo, ampak je bolj kakovostna vsebina, ampak zdaj pa ti to dopovej tam tem nekim rumenim medijem, ni šanse, ni govora, oni imajo svojo špuro kapitalja v igri in pač ljudje pa konzumirajo, kaj jim ti dajo, ne, pa je pa rezultat. Zato bomo sedaj v nadaljevanju preverili, kako poznaš slovensko glasbo. Tukaj imaš 5 stolpcev, A, B, C, D in E. Izbral boš iz vsakega po eno številko, jaz ti bom zavrtel posnetek, pa da vidim, či poznaš to skladbo. To bo zelo težko, no, ampak ne vem, bom videl, probal, ale mogoče bom vsaj, če ima enega znal, sem že zmagovalec olimpijski. Potem pa začni z modrega stolpca, oziroma z stolpca A. Torej 016. Torej 61. Pa da slišimo, če boš poznal to skladbo. Lahko mi verjameš, lepša so jutra, ko spim. In sanjam o tebi, takrat se te strastno želim. Ej, ne poznam tega komada, a je to mogoče kakšna pomaranča, kaj je to? Nisi daleč, je pa Karamela. A ja, Karamela, ne poznam. Primorska zasedba, Najlepša so jutra pa je bil naslov skladbe, ki smo jo slišali. Ja, Primorci imajo svoj melos. Prvo, to sem pa vedel, da so Primorci. Da je pevc Primorc, no. B stolpec, katero številko boš izbral? Probava tudi tokrat 061, da vidimo, če bo kaj več sreče. 61. Le kaj je to ljubezen, prikrade se kopat, prevzame srce, se igra z njim gastre in pusti boleč pečat. Ne, tega absolutno ne poznam. Kdo bi bil to? Duet, ki je bil... Duo Platin. Aha, okej. Kaj je to ljubezen, naslov skladbe? A to je bila tista za Eurovizijo ali je bila ena druga takrat? To se tudi jaz ne spomnim. Aha, ne, v redu, ampak ne poznam tega sploh, tako da... Tretji stolpec, C. S tole 61 nimam sreče, da ima probati 101, ko so bile 101 včasih zastave, prav zanimive. In ta nasmeh posador, ki me prodal mi vse. Morda sem res naivan, a nor sigurno ne. Ja, nor sigurno ne.
To pa mislim, da ne bo težava. Ja, to pa so Bigfoot mama, naslova komada pa tudi ne poznam, a ne, ker v bistvu nimam niti ene plošče, nisem nikoli poslušal, ne, ampak vem, kateri so. Tako da lahko bi ugibal, ne, kako mu je naslov, ampak ne bom, ker ne vem. Nor sigurno ne. Aha, no, evo, tako, evo. Potem še naslednji razdelek D. No, saj enega izvajalca sem pa vedel, deva še naprej, se držati 101. Ja, sedaj ti očitno 101 gre. Ugotovil si, da 61 ni tista ta prava, da pa 101 bo, da 101 vozi. Ja, čeprav sem imel Jugo 45, ne, belga in sem mogel vsako jutro po en laserju užgati z enim kladivom, ker so mi tako povedali mehaniki, da brez veze to šraufati, da sem gor udariš, ne. Ko sem bil študent, sem imel tisti nehavo odprl, lepo gor užgal in bolj je to šlo. Tako da, ja, 101. Ko nas me objameš, čas je za naju, ostani za vedno. Stisni se meni, moja si moja, v tebi našel sem se, daš mi krila. Znan duet. To so te B, tu B, ali kaj sta to? Be cool. Be cool, to ja, to mladinci, ja. Pesmi pa ne poznam, ker sem čist drugi z glava in žal ne poznam pesmi. Kako je naslov? Ptica. Lep naslov. In še zadnje obdobje, to pa so skladbe, ki so išle zadnji 2 leti, 2021 in 2022. Aha, ok, to bo že slabš. Ampak ja, dajva probat. 101, še kar mava 101. Loverboy, mala ve, da sem loverboy. Loverboy, mala ve, da sem loverboy. Loverboy, mala ve, da sem loverboy. Loverboy, če raboš pokliče, sem loverboy. Kaj je to, kak MK ali kaj podobnega, ne? Kaj bi to bilo? To pa je Arne, Loverboy je naslov skladbe. Res, dober. Je pa dobro tole, mi je bilo v bistvu od vsega tega še najbolj všeč, tako moderno, pa tako, kako se tem reče, tak sodoben mladostniški pridih. Mi je všeč, da svojo glavo razmišlja, ja. Se tudi njegov album je tako moderen in razmišljajoč. Predzadnja, ki bo spustila, bodo Žabe. Ja, Žabe je moja najljubša pesem z tega albuma našega. V bistvu govori o tem, da kadar ni ta mož s to gospo, da se mu zdi, da so vsi okrog kot ene žabe, ne. Da v bistvu ona mu daje tisto lepoto v življenju. In ne vem, tako, ko sem naredil to pesem, je toliko lepa, no. Ne vem, zakaj mi je toliko lepa. Meni se zdi najlepša pesem, kar sem jih naredil, no. Ne vem, dajte poslušati poslušalci. No, meni se zdi taka, ker je kompromis, obenem je čisto preprosta, po drugi strani kar kompleksna, super je Juri zmiksal, odlične prijeme je ubral, da je tole, se pravi, izpostavil ta prave stvari, zvočno dobro narejen. Meni se zdi res, no, Žabe trenutno mi je najlepša pesem, ki jih imamo. Drži
Boštjan, za konec več informacij o vas na spletni strani, kjer so tudi povezave na druge družabne kanale. Ja, vljudno vabljeni na bo-skupina.com, tam pa vse ostalo naprej sledijo tele bližnjice in si lahko pogledate vse o nas, preberete in nas spremljate še naprej. Zdaj za konec sem rekla, bo tale pesem Leti. Ampak še prej eno vprašanje, sedaj smo pri skupini Bo in Modre, kaj pa kak tvoj solo projekt, vem, da si tudi v preteklosti nekaj delal? Ja, ravno v tem momentu delam solo projekt, solo ploščo naprej, ki bo kar dosti sodobna, v bistvu bo ena kombinacija elektronike z mojim songwritingom, a ne. In se prav veselim, da bo gledala luč sveta, takrat te bom 100% kontaktiral, upam, da si boš užil čas, da jo predstavimo poslušalstvu, ker bo zelo zanimiva, taka moderna, odštekana. Nekako imam že osnutkov, polovica albuma že skoraj narejenega, a ne. Ampak se pravi, moram še besedila, je še treba skovati, pa jih oblikovati, pa zapakirati. Tako da delamo, tudi jaz imam, ja, plus tega, nekaj malega imam tudi potlele po Ljubljani, sem dobil opcije, da bom akustičnih par malih mini koncertov imel, tako da me lahko poslušalci na Facebooku Boštjan Meh pogledajo, če bom kje slučajno v bližini, pa lahko pridejo pogledat v take intimne lokale bolj. Tako da to nekako glede moje samostojne kariere, poti naprej, delamo v glavnem na polne hakle, dokler smo živi, a ne, koliko smo recimo, da imamo ene se rodišne, pol si 15 let stara, ne, pol pa tam do enega, kaj svem, glasbeniki delamo do enega 70 lahko, ne, aktivno, ne. Tako da imam še lufta, ne, jaz sem 45, imam še nekaj muzike bom še naredil, ne. Tako da ja, se veselim. Bova pa za konec spustila pesem Leti. Leti govori o reinkarnaciji, v bistvu referen gre takole, ne. Mimo mene vse leti, samo moja duša ostaja, ne. Govori v resnici noter, na mesto solo kitare smo dali promet, formula je in motocross motor. V glavnem se dogaja noter na mesto klasične solaže kitarske, ne, ker ponazarja pesem, da duša ostaja, a ne. Življenje teče, leta bežijo, norijo, v glavnem mimo mene vse leti, samo moja duša ostaja in ustraja, je nek nauk te pesmi. To pa pomeni, da je dobro, da se ljudje zavedamo svoje minljivosti, ne da nas je strah, ne, samo da vemo, pač da bomo nekoč umrli, tako kot smo se rodili, da nič ne paničarimo, ko bo prišel cajt, pač lepo greš, ne, in se sprijazniš s tem lepo, ker brez veze v strahu živeti, pa se bati smrti, ne, ko pride, ne. Tako da to je nekako nauk te pesmi. Zato ta skladba tudi sedaj leti v naš radijski eter. Boštjan, pevec skupine Bo, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Najlepša hvala, Boštjan, tudi se ti bom zahvalil, ker si eden izmed redkih raziskovalnih glasbenih novinarjev in mislim, da neka nagrada bo mogla priti nekoč, nekdo bo mogel enkrat to videti in sem prepričan, da boš dobil nagrado. Nekaj moraš dobiti, ne, ker bi bilo zelo krivično, ker se eden izmed redkih trudiš slovenske glasbene sceni pravzaprav evidentirati in intervjuvati in tako naprej. Si samostojen in razmišljajoč, tako da vse pohvale, Boštjan. Tribamo čez ograjo, skozi milijone rok, že z igro in predstavo je treba prebuditi tu. Čeprav si ne želim zidke in groba, vsakič se rodim, vedno znova. Mimo mene vse leti, samo moja duša ostaja.
Smo skupina Go, vi pa poslušate Radio Aktivno.